Jaz začnem. Malce mačkam bližje. Saj ni nobene kamere v sredini, zato. Aha, okej. Torej, danes smo se z Ministrstva za zdravje srečali z vodstvom sindikata Fides. Pravzaprav gre za spoznavni sestanek, srečujemo se v tem tednu z vsemi poklicnimi skupinami, tako da prejšnji teden smo imeli drug sindikat, torej sindikat Praktikum, danes sindikat Fides, popoldan nadaljujemo pogovore tudi z predstavniki zdravstvene nege. Seznanili smo se s tistimi največjimi izzivi in problematiko ter odprtimi zadevami na eni in drugi strani. Obravnavali smo tudi problematiko družinskih zdravnikov, tako da smo se danes na tem uvodnem sestanku dogovorili pravzaprav, da se še ta mesec ponovno srečamo v obliki delovne skupine, kjer bomo zelo, konkretno pristopili k reševanju odprtih zadev, ki so ta trenutek na mizi. Toliko mogoče uvodoma. Mogoče še najprej vi, pa potem še podrobnosti. Se pravzaprav je minister vse povedal, ne? Najbrž ste povedali svoje glavne zahteve ali pač aktualne stvari? Gotovo, predstavili smo mu oba sporazuma, ki sta bila podpisana pred 2 leti. Dejstvo, da se vlada in drugi udeleženiki teh sporazumov niso držali. Seznali smo ga sklepi letne konference in glavnega odbora, torej odkrito smo se pogovorili o vseh problemih in iskali bomo možne rešitve. Torej velja, da boste delali po standardih in normativih? To je bil sklep letne konference, ki nimam nobenega mandata, da bi ta sklep spremenil. Gospod minister, kaj se vam zdi recimo uresničljivo iz vseh teh zahtev in kdaj? Kot sem že uvodoma povedal, da bomo šele pristopili konkretni pripravi časovnice, tako da danes je zagotovo preuranjeno govoriti o konkretnih rokih in terminih. Verjamem pa, da se lahko z predstavniki Fides oziroma sindikatom veliko stvari, ki so danes na mizi odprte, dogovorimo. Kdaj? V kakšnem času so kakšne take kratkoročne, ravno ta 1. junij in to je verjetno tudi povezano s to problematiko družinske medicine? Seveda, poglejte, ukrepi bodo, tako kot je tudi na mizi pri reševanju problematike družinskih zdravnikov, bodo zagotovo kratkoročni ukrepi, ki nimajo finančnih posledic, in pa potem ukrepi, ki bodo verjetno imeli kakšne finančne posledice, ki pa imajo seveda svojo časovnico. Kdaj boste pripravili ta aneks 1 in oziroma kakšno besedilo bo? Predlog aneksa 1 bo pripravljen v tem tednu, besedilo bo pa takšno, kot je bilo že predlagano in zavrnjeno strani upravnega odbora ZZS-ja. Enako? Tako je, ja. Kaj pa glede uvoza tujih zdravnikov? Zdaj ste spremenili odredbo, ali se že nakazujejo kakšne možnosti in odkot? Ta trenutek še nimam podatka, saj smo pravzaprav komaj podpisali odredbo, tako da verjamem pa, da bo odziv iz regije, kakšen in koliko, pa ta trenutek ne moremo oceniti. Kaj pa glede izstopa iz plačnega sistema zdravniškega kot ena od zahtev, kako je s tem na vladi, verjetno ste se že kaj pogovarjali tudi z ministrstvom za javno upravo, z ministrom? O tem na vladi še nismo govorili, seveda nas je vodstvo Fidesa seznanilo tudi z to njihovo zahtevo, tako da ta trenutek nima mandata, da bi o tem kakorkoli komentiral. Hvala lepa. Zdaj že eno vprašanje bi bila jaz na drugo temo. Samo še kaj se dogaja z zakonom o dolgotrajni oskrbi in kaj želite storiti na tem področju? Poglejte, kar se tiče zakona o dolgotrajni oskrbi v pripravi, mi smo včeraj ravno na kolegiju Ministrstva za zdravje o tem govorili, tako da bodo zadeve znotraj časovnice, ki je bila že nekako opredeljena, tudi realizirane in da bo zakon čim prej pripravljen in šel v javno obravnavo. Ste pojasnili še odprto pismo pediatrov na primarni ravni, se boste sestali tudi njim? Seveda, v petek smo prijeli na ministrstvo pismo pediatrov, kjer so nas seznanili z problematiko, so ene izmed tistih poklicnih skupin, s katerimi se bomo tudi prioritetno srečali in tudi pri njih začeli reševati problematiko. Tako da imamo ta trenutek kar veliko stvari odprtih, javljajo se vse poklicne skupine, tako da bomo vsemi v najkrajšem času tudi začeli reševati zadeve. Seveda pa vse ne bo šlo čez noč. Morda to, da ko mi govorimo o primarnem nivoju, ko Fides zagovarja primarni nivo in njegove interese govori o družinskih zdravnikih, zobozdravnikih, pediatrih in ginekologih na primarni ravni. Kar pa se tiče izstopa iz zakona o sistemu plač v javnem sektorju, smo ministra seznanili z situacijami v okoljnih državah evropskih. Nikjer niso zdravniki na tak način vezani v enoten plačni sistem. Celo v Romuniji so zdravniki izvzeli iz enotnega plačnega sistema, ker bi sicer ostali brez zdravnikov. Ali so bili pacienti od tega?
če se to zgodi? Zelo veliko. Ne? Zato, ker ta enotni plačni sistem ta hip daje potuko povprečnim in podpovprečnim, zelo dobrih, kar se tiče delovnosti, ustvarjalnosti, kreativnosti, znanstveno-raziskovalnega in vsega, s čemer se recimo ukvarja tudi oba terciarja, ni mogoče na noben način nagraditi. Ali premier Šarec je dejal, da to ni mogoče? Bo seveda moral o tem še razmišljati. Ali se bo Fides udeleževal zdaj teh pogajanj, ki so na področju celotnega javnega sektorja, glede na te vaše težnje? Moram reči zelo zanimivo, da vabila nismo dobili, oziroma vabilo smo dobili, vendar tiste zaveze, ki si jih je vlada naložila pred 2 leti in bi jih morali znotraj teh pogajanj realizirati, sploh ni v programu do letošnjega poletja. Pomeni, da nas je ministrstvo že izločilo samo iz zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Kako bi pa vi to komentirali? Težko komentiram zadevo, saj je bila zadeva v bistvu pred mojim nastopom te funkcije. Hvala. Gospod Kuštrin, a bi vi lahko sem še nekaj komentiral? Pismo koordinacije sekcije družinskih medicine, če smete, pravijo, da mediji nekako napačno razlagamo sporočila, da ne bo čez noč ostalo 300.000 ljudi brez zdravnika, da si le želijo urediti standarde in normative, pa vas zdaj sprašujemo. Zdaj tega pisma nisem prečital, ker ne vem, kdaj je bilo napisano, ne? Ampak jaz tudi trdim, da je to neko strašenje ljudi, da bodo ostali brez zdravnikov. Brez zdravnikov bi ostali samo, če bi zdravniki dejansko dali odpoved. Ne? Če pa bodo zdravniki delali po standardih in normativih, bodo seveda za svoje paciente poskrbeli skladno z tem, da jih bodo obdelali tisto, o čemer govori zakon o pacientovih pravicah, skrbno, natančno in z empatijo. Ostali bodo pa čakali dlje. A ste vi že kdaj pomislili, da bi lahko učiteljem dali v razred še po 20 ljudi? Jaz sem pa vam to odgovoril. Dokler smo zakon o sistemu plač v javnem sektorju, je tako, enak meter mora veljati za vse. Kako realne so te namere odpovedi 1. maj, 1. Tega vam juli? ne moram povedati, ker mi ne stojimo za ozadje v tem, kar bi nam radi nekateri podtaknili. Ne? Mislimo, da je to klic na pomoč teh zdravnikov, ne? Tako da ste se obrnili na napačnega človeka. Kakšno imate pa občutenje po današnjem pogovoru o možnih takih konkretnih dogovorih danes z ministrom? Mislim, da smo se danes pogovarjali na načelni ravni. Minister seveda kaže pripravljenost, ker je pravzaprav ni odgovoren, ker sam ni pripeljal zdravstva v to situacijo, ga je pa pripeljala pravzaprav koalicija. Ne. Večina članov koalicije so bili člani zadnjih vlad v zadnjih 10 letih in ti so odgovorni za to, kjer je zdravstvo zdaj. Okay, hvala. Hvala lepa, srečno. Kdaj ima pa...